In kako se sploh zgodi, da nek proces pripelje do histerizacije subjekta? Namreč danes bi samo še omenila preostala zadnja dva diskurza, sicer diskurs histerika in diskurs analitika. Torej, če začnemo z tretjim, tukaj sicer četrti, ampak nič za to, gre se pravzaprav samo za logiko teh simbolov, ki grejo v nasprotno smer urnega kazalca. Torej, histerični diskurs je nekaj, kar se zgodi skozi proces psihoanalize. Kaj želim s tem povedati? Torej, analist v analitičnem procesu skozi svojo prisotnost, skozi minimalne intervencije, vedno postavlja v ospredje, bomo rekli tako, na bojno linijo subjekta kot takega, tistega, ki je razdvojen. Subjekta, ki je v konstantni kontradikciji zaradi te lastne razcepljenosti. En primer tega bi bil recimo, ko pride na analizo tipičen obsesivc, ki zelo rad kontrolira situacijo in se poda v neko debato recimo o teorijah ali pa analizah poetičnega sloga v Dostojevskem ali pa katerega koli drugega univerzitetnega subjekta. Torej, tukaj je jasno potem, da ta oseba izhaja iz pozicije S2, to je vednost kot taka, kot smo ugotovili. To je vednost, ki je akademska vednost, ne bo pomote, to je univerzitetni diskurs in tako tudi potem lahko potrdimo, da je vsekakor neprimeren diskurs recimo za specifično analitično situacijo. In kaj potem analist naredi v takšni situaciji? Seveda ne bo sprejel ponudbe in se spustil v neko brezpomensko debato o Bachtinovi kritiki ali pa Dostojevskem in njegovem dialoškem stilu v določenih delih. Ne, fokusiral se bo na mogoče dvoumne formulacije, neke majhne napake v samem govoru, uporabil tudi nekih določenih metafor, ki jih analizant uporabi. Vse to pa kaže še na en drug diskurs. Ne na tistega, ki ga trenutno uporablja oseba, ampak za nekaj, kar je pod površjem, torej neki drugi diskurzi. Torej, histerični diskurs. Ja. V diskurzu histerika je v dominantni poziciji, torej tukaj znakec tamatem dolar znak oziroma prekrižan S. To pomeni, da tipično histerično vprašanje, s katerim naslavlja drugega, kdo sem jaz zate? Ali zakaj praviš, da sem to, kar sem zate? Torej, histeričarka konstantno nagovarja drugega z vprašanjem o svoji biti. Kdo sem jaz, zakaj sem jaz in tako naprej. Zato, ker drugi v tem diskurzu, tukaj označen S1, torej nek označevalec, ki stoji za nekim gospodarjevo prisotnostjo, mogoče, če lahko. Torej, ta označevalec se potem predpostavlja, da ima neko vednost o tem histeričnem bitju, ki se nahaja tukaj. V tem smislu je pozicija histerika v bistvu ena od najbolj kreativnih. Zasleduje tisto nekaj, kar je v registru resnice. Ker gre pravzaprav do gospodarja in
ga direktno konfrontira to njegovo moč. Ne? Želi, da gospodar sproducira nekaj vednosti o tej resnici, za katero se predpostavlja, da ima. Torej, gospodar vedno nastopa na način, da je on tisti, ki ve in tako naprej, brez da ga lahko potem preizprašujemo o tej vednosti. Ampak histeričarka gre korak dlje. In tukaj, na tej točki, se tudi potem pokažejo limitacije, dejanske limitacije pozicije, ker v kvadrantu levo spodaj, na poziciji funkciji tega diskurza, nastopa S2. Kot vemo, S2 je ta vednost ali pa ta nek eksces, nek presežek vednosti, vrednosti, kakorkoli želimo postaviti. In na nek način tudi ta presežek je direktno povezan z presežkom užitka. Torej, to je tudi užitek. Užitek gospodarja, recimo, ki apropriira produkt, recimo dela sužnja ali pa svojega delavca. V tem specifičnem primeru, pa v histeričnem primeru, je presežek užitka histeričarke ob neki vednosti. Torej, dobi neko vednost in to tudi potem proizvede nek užitek. Torej, lahko se strinjamo, da diskurz histerika vsekakor gre v pravo smer. Ona izprašuje, ali pa on izprašuje gospodarja, udari ob neko dejstvo, da gospodar pač ne ve in se nekaj izproducira skozi ta diskurz. No? To, kar se sproducira, je ta vednost, ki je pa tudi istočasno erotizirana za strani histeričarke. Začne služiti tako rekoč samo sebi. Oziroma služi seveda temu preseženemu užitku, ampak vednost kot taka tukaj potem nima več nobene druge funkcije praktično. Recimo v diskurzu univerze, tisti S2, je v bistvu sama sebi namen, tudi vkolikor je na tej poziciji agenta oziroma tej poziciji, ki je predominantna pozicija, tista, ki gre in nekaj začne delati. Torej, je tudi tisto nekaj, kar na nek način opravičuje obstoj določenega diskurza in tudi, da se potem reproducira, da se ponavlja. In pozicija histerika je pravilna tukaj, vkolikor je edina, ki postavi gospodarju dejansko vprašanje. Mu ne sledi slepo in pač sprejme njegovo moč, njegovo pozicijo, ga postavi pod vprašanje, torej ga izzove. In histerik izhaja iz primarne pozicije subjektivne divizije, torej tega, da je dejansko subjekt, ki je razdvojen. Ampak to ni vse. Histerik je tudi na pravem mestu v relaciji do še ene dimenzije in to je ta samokontradiktorna, konfliktna dimenzija želje kot take v zadnjem kvadrantu. Torej, razumeli smo, da histerik je pozicija, ki potisne gospodarja do limita, do te točke, kjer začne kazati svojo lastno limitacijo. In da je tudi gospodar konstituiran za strani manjka, torej da tudi gospodar ne ve ravno tisto, kar misli, da ve. Vednost umanjka. Torej, so določeni limiti tudi za vednost kot tako. In to lahko formuliramo tako, da subjekt, torej S, brez da je prečrtan, postavimo zraven črke A, ki jo potem prikrižamo. Torej S in A prekrižan, v set teoriji to velja kot celota, ki ni cela. Da je zmeraj neka luknja nekje, ki se pa preprosto ne da zapolniti. Nekaj časa lahko
mislimo, da zapolnimo, ampak v določenem momentu pride do te točke, kjer enostavno zmanjka in tista luknja ostane pač zavedno nezapolnjena. In kot da bi v bistvu v primeru histerika obstajala ta neka intuicija, ki jo potem požene v to vrtanje, dokler ne pride do te pravzaprav luknje, do te vrzeli, ki se je ne da zapolniti. In ta vrzel je seveda drugi, ne ve nič o tem, kdo sem jaz. In ni slučajnost, da so bile ravno histeričarke tiste, ki so pripeljale do raznih revolucij, tako političnih, kot tudi seveda v polju medicine in na vse zadnje tudi v primeru našega terena, torej psihiatrije in pa predvsem psihoanalize. Histeričarke kot dobre znanstvenice mogoče, one ne iščejo odgovorov na vse možne pojave z neko vednostjo, ki že obstaja. Merijo ravno na tisto, kar je obskurno, tisto, kar ni znano. Torej, ne želijo odgovorov na nekaj, kar že vemo, ampak da neka disciplina recimo postane znanost, mora najprej tudi biti neznanost, torej manjko znanosti, nevednosti. In problem histerije je na vse zadnje tudi pripeljalo Freuda do formalizacije psihoanalitske teorije. To se je lahko zgodilo le skozi ta mučen proces, kjer je sam Freud bil konstantno nekako konfrontiran z tem manjkom, s to neadekvatnostjo svoje lastne teorije, svoje prakse, z strani seveda histeričnega vprašanja. In tako pridemo tudi do zadnje pozicije v diskurzu, ki je vedno označen z mestom resnice, torej to je funkcija v tem diskurzu. Za histerika je to ta mali a, ali tisto, kar lahko definiramo kot želja. Torej, mali a kot ta nek eksces, ki ga nikoli ne moremo dejansko zagrabiti. In tudi tukaj, na polju resnice, potem lahko vidimo, da je tudi tukaj skrit motor celotne zadeve. Torej tisto, kar poganja nek diskurs, tisto nekaj, kar pa tudi ne deluje, nekaj, kar konstantno se poskuša artikulirati, ampak nikoli dejansko ne pride do te neke popolne artikulacije. Torej, celotno logiko žene neka druga, neka nezavedna dimenzija. Tej dimenziji z drugimi besedami lahko tudi rečemo realno. In v Lacanovi teoriji tisto, kar postavi nek problem, nek paradoks v logiki ali v matematiki, je neka nezmožnost, neka nemožnost, da se določena resnica, določen problem razreši do konca. In tisto, kar je vezano na dimenzijo realnega, je tudi nekaj, kar ne more biti simbolizirano. Se upira simbolnemu registru. Je pa vsekakor ta nemožnost tisto, kar tudi poganja željo. V neskončnem iskanju tistega, kar se pravzaprav ne more imeti. Vsaj ne dokončno. In na tem principu je bazirana histerija. To neskončno iskanje tistega, ki nikoli ni. In tisto, kar odkriva paradokse, se spopada z to neko realnostjo tistega, kar ne štima, temu rečemo tudi znanost. Omenili smo diskurs znanosti, ki pa se ne more ravno primerjati z diskurzom univerze, ima totalno drugačno logiko. Znanost je nekako bolj primerna ali pa bolj blizu pozicije histeričnega diskurza, to tudi Lacan na več mestih nekako ugotovi, da vkolikor ima na poziciji resnice tistega, ki žene, ravno to, kar imenuje objet petit a, torej mali a.
tista dimenzija realnega, ki se ne da razložiti, ki uhaja konstantno neki matematizaciji. Torej, realno in ta element A je, kjer formalizacija spodleti konstantno. Dobro, mislim, da moramo še na hitro omeniti zadnji diskurs, ki je nekako tudi rezultat prejšnjega histeričnega. In če pomaknemo spet simbole v kontrasmer unega kazalca, dobimo diskurs analitika. In kaj je tukaj posebnega na tem diskurzu analitika? Predvsem to, da je na mestu agenta, na mestu tistega, ki agira, mali a. Ta mali a, ki tukaj v tej logiki pomeni cause de désir, torej kauza želje, tisto, kar producira željo. Želja se ne sproducira iz nekega vakuma, ampak je vedno zadaj neka kauza, ki potem to željo požene naprej. Torej, pozicija agenta je tista, ki komandira celotni proces diskurza in tukaj je želja spet na glavnem mestu. In glede na to pozicijo, na njeno funkcijo, simbol, ki zavzema to mesto, definira diskurza. Torej, tisti, ki je na poziciji primarni oziroma na poziciji tega, ki gre v nek diskurs, je tisto, kar ga tudi potem logično definira. In za razliko od drugih diskurzov je psihoanalitski radikalno drugačen, je struktura zase, saj izhaja spet izključno iz želje, ne iz neke komande, ne iz nekega ukaza nekomu. Ne. In ta želja je tisto nekaj, kar poganja željo, je locirano na poziciji tega, bomo rekli tudi v psihoanalitskem procesu, psihoanalitika v končni fazi. Torej, nagovarjanje psihoanalitika, ki je neka poosebljena želja, absolutna želja, nagovarja drugega. In kdo je ta drugi v tem diskurzu je, spet imamo ta S, prekrižani S, ki pa reprezentira razdvojen subjekt, kot smo že rekli. Želja direktno nagovarja nekaj, kar je že v sami svoji srži razdvojeno, ki je vrzel kot takšna, torej razdvojenost med zavednim in nezavednim. Torej, to sta edini dve komponenti, ki sta bistveni za psihoanalizo, želja in razdvojeni subjekt. Vprašanje, que vuoi, torej kaj želiš, je tisto vprašanje, katerega subjekt postavlja drugemu, recimo v primeru histeričarke, je vprašanje naslovljeno direktno na gospodarja, ga interogira, želi nekaj od njega, ne sprejme enostavno stvari takšne, kot so. V psihoanalitskem odnosu pa je ta odnos spet vzpostavljen v smislu, da je na poziciji, ki diktira, spet neko vprašanje. Zato sta analitski in histerični diskurs po svoji naravi in tudi po seveda svoji lastni strukturi izhajata iz pozicije vprašanja. Vsak na svoj način, seveda, ampak ključno pa je, da izhajata iz vprašanja. Torej, obstaja neka ogromna strukturna razlika med tema dvema strukturama, evolucijsko in pa tudi genealoško. Zakaj? Zato, ker sta obrnili prejšnja dva diskurza, torej diskurza gospodarja in diskurza univerze, na glavo. Ta dva diskurza nagovarjata pozicijo drugega z komando, torej gospodar komandira, in neka posledica tega je vsekakor, da se vzpostavi nek odnos moči. Ta moč, ki deluje skozi ta ukaz. Nič se ne sprašuje, nič se ne izprašuje, se ukaže. In v bistvu celotna poanta prvih dveh struktur je pravzaprav narediti vse,
samo da se nič v sami strukturi ne bi spremenilo. Torej, da mašina laufa, brez da pride do kakršnega koli motivca tega procesa. Gospodar želi, da vse deluje tako, kot on želi. Ga ne zanima nič, razen zelo namazan funkcioniranje te mašine. Okay, z diskurzom histerika in pa potem seveda še analitika pa pride do te ključne mutacije strukture, kjer se zgodi neka inverzija. Torej, namesto ukaza dobimo vprašanje. In kako se vesti ob tej spremembi je seveda že samo po sebi na nek način te postavi v pozicijo histerika, ker nekaj se prekine. In histerično vprašanje, kaj želi drugi, do recimo vprašanja želje in pozicije analitika, ki pa to reformulira v kaj je tvoja želja, psihoanaliza ni diskurz zdravljena, ne zdravi nič, je pravzaprav diskurz želje. Torej, konstantno naslavljanje te želje. In zato je diametralno nasprotje seveda diskurzu gospodarja. Torej, za razliko od gospodarja, kjer je S1 tisti, ki komandira, tega, ki je sužen, analist nagovarja iz pozicije čiste želje. Torej, simbola A in provocira drugega, torej subjekta, da se spusti v delo. Torej, neke vrste ukaz tukaj je, ampak zelo drugačen ukaz, kot je recimo tisti od gospodarja. Produkt analize tega težkega dela asociacije in vsega ostalega, ki spada v ta proces, je potem S1, torej novi S1, nek nov označevalec. Torej, ni nek surplus, ni nek presežek, ampak je enostavno še samo ena nova beseda. Analitik nima nič od tega. To je pač samo še ena beseda v nizu besed, ki so sproducirane skozi ta diskurs. Torej, ta produkt tukaj, to proizvajanje, pripada analizi kot takšni, torej samemu procesu. Nihče nima dejansko nič od tega, ne more ga apropriirati, ker je brezsmisel. Mogoče edina, kako bi rekli, edina dobra plat tega je, da ta pacient oziroma ta analizant, ki pride, lahko pove nekaj več o teh glavnih organizacijskih označevalcih, ki pa imajo seveda nek efekt, neko kontrolo nad posameznikovim življenjem. Ok, torej, čemu sploh služi analiza oziroma ta analitični diskurs, če nihče nima nič od tega, od te neke vrednosti, ki se proizvaja. Aha, in tukaj mislim, da se zadeve malo zakomplicirajo in niso tako enoznačne kot mogoče v drugih diskurzih. Lahko bi rekli, da je psihoanalitični diskurs antikapitalistični diskurs par excellence. Zakaj? Kot smo ugotovili, je tu tudi strukturno diametralno nasprotje diskurzu gospodarja, kjer so ti znakeci v diametralno nasprotnem nekem sistemu. In na poziciji agenta, tistega, ki narekuje nekaj, je ta mali A, le cause du désir, in ta nagovarja razcepljenega subjekta. In spet, da ponovimo, kaj je produkt, nek S1. In dobro, le ta je sam po sebi nesmiseln. Lacan včasih tudi pravi la bêtise de signifiant, kar pomeni nesmisel ali pa neka neumnost, ki je producirana z strani tega celega psihoanalitskega procesa. Torej, to ni nekaj, kar za psihoanalizo dejansko pomeni nek uspeh. To ni uspeh.
Kapitalizem pa recimo na drugi strani potrebuje neko učinkovitost, produkcijo, ki ima neki jasen, specifičen razlog za svoj obstoj. Neki pač more producirati. In vkolikor nek diskurs tega ne more proizvesti, je tako rekoč diskurs, ki je neuporaben, nima uporabne vrednosti, ampak paradoksalno psihoanalitski diskurs pokaže ravno na to hrbtno stran drugih diskurzov, predvsem gospodarja. Tisti, ki načeloma imajo nek smisel, tako rekoč razkrinka nesmisel teh smislov, z samim nesmislom svojega diskurza, seveda. Torej, zadeva je smiselno nesmiselna, ampak mislim, da med ostalim kapitalističnega sistema ravno v tej luči nekega nesmisla, zato ker izhaja iz te logike akumulacije, neke neskončne rasti v obliko profita, ne? In noben drug diskurs ni zmožen artikulirati te resnice. Ta resnica je skrbno zakrita, seveda, z neskončno produkcijo, vedno novih označevalcev, torej S1, 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 ki diktirajo produkcijsko aktivnost znotraj tega produkcijskega sistema, ki mu rečemo kapitalizem. Mogoče smo malo bliže odgovoru, čemu služi psihoanalitski diskurs ali pa tudi ne, pod navednicami pa vsekakor sam po sebi nima neke višje utilitarne vrednosti kot diskurs. Za razliko od mogoče nekih drugih praks, kot je medicina, ki vsekako ima zelo jasen namen, da zdravi, preprečuje neka patološka stanja in tako naprej. Ti nameni mogoče in le mogoče pridejo za psihoanalizo le retroaktivno, le kasneje. In seveda tudi za vsakega posebej. Ni neke univerzalne, ultimativne vrednosti, ampak jo vsak določi sam glede na svojo psihoanalitično izkušnjo. Torej, še enkrat, želja je tista, za katero vsekakor se mora psihoanalitski diskurs meriti in pa izhajati izključno iz te pozicije nevednosti. Želja ni vednost, je nevednost. Je neko vprašanje, ni nek odgovor, sam po sebi. Torej prišli smo do te zadnje produkcije ali pa tega konstantnega produciranja S1 znotraj psihoanalitskega diskurza, ki sam po sebi ne pomeni nič, ampak tiste neumnosti, ki nastajajo tukaj, neki označevalci, neki produkti, se morajo postaviti v neko dialektično razmerje z ostalimi označevalci. Torej, naloga psihoanalize ni samo, da producira nekaj, ampak ta produkt mora tudi potem znotraj tega diskurza dialekticizirati. Tukaj pridemo pa seveda do četrte pozicije, torej S2, kvadrant levo spodaj, katerega zaseda pozicija resnice za vsak diskurs, to smo že rekli. In kaj je resnica v primeru psihoanalize? Tukaj za psihoanalizo govorim o tem S2. Smo že rekli, da to nekako lahko vidimo kot vednost, kot neka matem, ki ponavadi stoji za neko vrednostjo, za neko vednostjo. Ampak ta S2 ni isti kot S2 v prejšnjih diskurzih, recimo v diskurzu univerze. V tem diskurzu vednost ni neka enciklopedijska vednost, to ni vednost, katero lahko zapišeš v neko knjigo, katero lahko prebereš in je vedno ista. Ni. To ni sistematizirana vednost. Torej, kot smo rekli, struktura determinira pomen. In ta struktura tukaj definira pomen tega specifičnega matema, ki je spet drugačen od matemov v drugih diskurzih.
Torej, vednost ni ista vednost v vsakem primeru. Torej, v psihoanalitskem diskurzu S2 pomeni nezavedna vednost. Torej, vednost, ki se ne ve sama sebe. Tisto, kar je konstantno skrito oziroma uhaja spoznanju, uhaja simbolizaciji, jasni artikulaciji te vednosti, ki se ne ve sama sebe. In s tem, ko psihoanalitik izhaja iz diskurza analitika, postavlja analizanta v pozicijo histerika. Torej, neka inverzija se zgodi v smislu, kako si sledijo diskursi. Torej, prej ali slej bo padel v diskurs histerika. Četrti oziroma tretji diskurs, ki je pa ključen za razumevanje psihoanalitskega diskurza. Psihoanalitski diskurs najprej predpostavlja histerizacijo subjekta, da potem v nekem momentu lahko okupira tudi pozicijo analitika v analitskem diskurzu. In glede na te 4 diskurza, katere smo omenili in preučili do neke mere, se sedaj lahko lotimo tudi Marxovega simptoma, ki je vsekakor do neke mere povezan prav z temi resnicami raznih diskurzov. Kaj je diskurs gospodarja, kaj je diskurs histerika in na kakšen način prihajamo do neke nove vednosti, ali je ta vednost nezavedna ali pa zavestno ugotovljena, je pa tudi vsa razlika med raznimi resnicami, ki jih na vse splošno lahko definiramo v našem družbenem polju. Torej, Freud, kot oče psihoanalize, seveda ni bral Marxa. Čeprav sta bila zgodovinsko, torej nekako časovno in prostorsko zelo blizu. Marx je takrat, ko je Freud začel svoje urjenje kot zdravnik, že formuliral pomembne teorije kapitala, ko je mladi Freud začel svojo kariero kot zdravnik. Enako pa tudi za Marxa, ki sicer ni mogel brati Freuda, ker je umrl, preden je ta sploh lahko uspel karkoli napisati. Ampak tukaj je še en moment Marxa, ki ni uspel v svojo teorijo kapitala umestiti nekaj, kar spet uide goli ekonomski analizi. Torej, ni mogel umestiti dimenzije nezavednega in pa njenega produkta, torej simptoma. Z drugimi besedami, lahko tudi rečemo, da ni znal umestiti subjektivnega faktorja, torej nekaj, kar je res samo za subjektivno dimenzijo, ki pa je seveda, kot vemo, razdeljena. Ampak na nek način pa ga tudi je. Le, da je to mogoče bilo retroaktivno, oziroma da Marxu samemu ni uspelo videti tisto, kar je izproduciral, kar je bilo že cel čas tam v njegovi lastni teoriji. Kot Hegel verjetno ni mogel videti dejanske implikacije dialektike, zaradi seveda okoliščin, materialnih okoliščin, ki so mu to preprečile, se je potem moral zgoditi Marx, da bi lahko formuliral dialektiko, torej, da bi lahko obrnil Hegla na glavo. Tako tudi Marx ni mogel videti implikacij teorije kapitala v svoji neki celotni razsežnosti. Mogoče se je moral zgoditi Freud, da bi lahko artikulirali še eno dimenzijo kapitalistične produkcije, to pa je njena inherentna logika, torej logika sistema. Sicer, kot smo rekli, Freud ni razmišljal preveč o kapitalizmu, svoje življenje pa je posvetil razumevanju
ene druge logike in to je človeškega sistema. Tisto, kar v človeški psihi obstaja, kar žene in povzroča tudi neke patologije. In odgovor na ta vprašanja je našel v formulaciji nezavednega in pa teoriji gona. Torej obstaja nezavedno in nek gon. In Freudu je uspelo nekaj revolucionarnega, prav s tem, ko je našel vzrok histeričnih bolezni, ki se nahaja v tem kompleksnem psihičnem aparatusu, v tem mehanizmu, ki je seveda zelo kompleksen, enostavno. In za razliko od ostalih teorij, ki so takrat obstajale, ki so poskušale nekako rešiti ta problem histerije, predvsem z recimo postulacijo klasičnega dualizma, torej telesa in psihe, je Freudu uspelo ta dualizem potem preseči. V sam center svoje teorije je postavil en dinamizem, torej dinamizem nasprotujočih si sil in vse se je zgodilo prav z in skozi konflikt. In glede na to novo dinamično teorijo, nezavedno je dinamična mašina, sestavljena iz nekih kompleksnih mehanizmov, nekih delčkov, ki pa konstantno uravnavajo neko psihofizično tenzijo. Torej je ključni aparat, ki sploh omogoča delovanje te človeške mašine. Ok, torej kaj sploh je to nezavedno? Freud je postuliral, da je to kot neko skladišče vsega materiala, ki se je navleklo skozi operacije in ga človek v bistvu nekam pospravlja ta material. Bolj natačen termin je potlačitev, torej potlači material skozi ta mehanizem potlačitve. In kaj je potlačeno? Ja, vse tisto, kar bi lahko povzročalo neke neprijetne tenzije, neke občutke, vsaj, kar bi lahko bilo delno travmatično. In to je vzgib, ki poteka avtomatsko, torej mi se ne zavedamo, da nekaj tlačimo. Človek se ne more zavestno odločiti, da nekaj potlači, torej to počne mehanizem sam od sebe. Hvala Bogu, ker če ne, bi bilo malo bolj težavno shajati z življenjem. In tisto, kar je zavedno, torej tisti vrh ledene gore, tisto, kar uspe mogoče uiti cenzuri celega tega sistema cenzure našega ega, tistega, ki skrbno pazi, da tisto, kar je skrito in potlačeno, da ostane tam. In tukaj pridemo do tega ključnega konflikta, ki je prisoten v samem procesu nezavednega. Torej, tisto, kar je potlačeno, so predvsem dinamizmi in materiali seksualne narave. Freud je ugotovil, da obstajajo neki goni in impulzi, ki pa so striktno seksualni. In tudi in predvsem je to opazil pri otrocih. Seveda si lahko predstavljamo, kaj je to takrat pomenilo in kakšne kritike si je s tem Freud nakopal. Ampak je menil, da ker otrok nima še tega elaboриранega mehanizma inhibicij, je tako rekoč svoboden, je tudi pri njih najlažje opaziti to gonsko naravo, ta gon, ki funkcionira, preden obstaja nekaj drugega, ki ga potem zavre. Gon je preprosto neka energijska sila, ki se izraža pa skozi libido, torej skozi to libidinalno ekonomijo. In kot je Freud pravilno ugotovil, v civilizacijskem procesu se je moralo nekaj zgoditi. Nekaj, da so ti goni skozi čas migrirali iz nekega odprtega izražanja, brez neke kontrole, v zaprto ali pa v nezavedno in inhibirano obliko. To vsekakor ne pomeni potem, da so ti goni preprosto izginili, kvečjemu še zmeraj in še bolj obstajajo in delujejo, vendar na nek družbeno sprejemljiv način. Torej, ti goni so medijirani ali so tudi sublimirani
Usmerjeno pa v seveda družbeno koristne kanale. Torej ne moreš ti sebično uživati svojih gonov zase, ampak jih moraš spremeniti v nekaj, kar bo vse splošno družbeno sprejemljivo in pa kvečemu tudi koristno. Torej ta energija je potem kanalizirana, moderirana, kar pa tudi ne gre brez nekih svojih lastnih komplikacij. In kot je Freud opažal v svojih kliničnih obravnavah, cena, ki jo plačamo za to potlačitev, seveda spet moramo razumeti, potlačitev seksualnih in zelo nasilnih vzgibov, je potem cel kup simptomatičnih manifestacij. Torej, dve poglavitni manifestaciji, ki sta takrat pestili prebivalstvo, kar je tudi kazalo na das Unbehagen in der Kultur, torej to nelagodnost v kulturi, sta bila na prvem mestu seveda histerija in pa perverzija. Zdaj, nekako se je to tudi seksološko in pa glede na spol razdelilo, seveda ženske je pripadala histerija, medtem ko moški je pa ponavadi užival v perverziji. Ampak moramo tudi na nek način to klinično izkušnjo povezati z dejansko realiteto takratnega časa in tudi na nek način Freudovega šovinističnega razmišljanja, kar je za tisti čas bilo absolutno primerno. To, da postaviš žensko zraven otroka kot recimo dva primera bitja, ki sta najbolj direktno bitja gona, imajo najmanj inhibicij, medtem ko pa očitno moški je nekako uspel preseči te evolucijske momente, ki seveda so povzročali preglavice. Ampak, okej, dobro, pustimo zdaj te elemente, na nek način pa Freudova teorija, vsekakor teorija gona in tako naprej, ima kanček resnice v sebi. Ne? In predvsem pa, kako zdaj povezati teorijo nezavednega, teorijo gona z kapitalizmom ali recimo z Marxovo teorijo kapitalistične produkcije. Ali tukaj obstaja kakršnakoli še tako nemogoča povezava. Ja, mogoče tukaj ni nobene trdne argumentacije za prav povezavo teh dveh teorij, kljub seveda ogromnemu korpusu literature, ki je pa poskušala tako ali drugače seveda misliti psihoanalizo in marksizem kot dve sorodni teoriji in pa seveda praksi. In tukaj stoji vprašanje, zakaj je toliko teoretikov spet poskušalo misliti marksizem skozi psihoanalizo ali vice versa, vse od poskusov Freudo-marksizma, ki je spodletel torej projekt frankfurtske šole, pa vse do francoske epistemološke linije, recimo Althusserja in ostalih francoskih mislecev. In v tej zbirki ne gre, da ne omenimo tudi seveda Slavoja Žižka, ki je tukaj še najbolj zapečatil to tendenco s tem, ko je reelaboriral dialektični materializem skozi seveda psihoanalizo in s tem postavil tudi Ljubljano na svetovno mesto, kar se tiče dialektike oziroma psihoanalize. Torej, delo ljubljanske šole je imelo vpliv na vse bodoče generacije marksistov, seveda predvsem tistih marksistov, ki so sedeli v univerzah, čemu tudi pravimo intelektualni marksisti. Ampak povezava revolucionarne misli Freuda in Marxa, torej artikulacija teh dveh idej v neki povezavi, izhaja pravzaprav iz logike konflikta kot konstitutivnega principa. In ta element je bil tudi osrednjega pomena za Lacana. V seminarju o diskurzu, ki bi lahko ne bil semblant, je natančno razložil to povezavo ter nekako svoj dolg do teh dveh velikih mislecev. Torej, temeljni koncept, skozi katerega Lacan poveže obe teoriji, je simptom.
in navajam Lacana. Če je bil kakšen trenutek, v katerem je bil Freud revolucionaren, je bilo to takrat, ko je izpostavil funkcijo, ki jo je poudaril tudi Marx. Pravzaprav je to celo edini element, ki je bil obema skupen. Namreč obravnavanje določenega števila dejstev kot simptom. Konec navajanja. Torej, kaj je ta Marxov simptom? No, Lacan je formuliral to neko idejo, da je Marx v bistvu prvi izumil simptom. To ni bila neka psihoanalitska izmišljotina. Kljub temu, da je to predvsem nek medicinsko ali pa tudi medicinsko-psihoanalitični termin. In Marx vsekakor ni bil ne zdravnik. Tukaj gre bolj za mogoče neko logiko zadaj, ali kot pravi Lacan v tem navedku, za neko funkcijo. Tisto, na kar sem nakazala že na samem začetku, namreč, da Marxu mogoče ni uspelo videti, kar je že bilo cel čas prisotno, mogoče pa je tudi to na nek način projekcija psihoanalitikov, ki želijo videti v Marxovi teoriji nekaj, česar tam pravzaprav ni. Oziroma, da vidijo nekaj, kar ne pripada temu področju. Namreč področju politike, ki je Marxovo področje. In če se spomnimo lekcij Badiouja in postopkov resnice, ta nam pravi, da vsako področje, ki ima te pogoje za artikulacijo neke lastne resnice, samozadostno, ne rabi nekih drugih polj. Torej, druga lekcija je pa, da neka resnica pripada izključno tistemu področju, v katerem je bila artikulirana. Ne more se prenašati na neko drugo polje. In če je Marx bil tisti, ki je artikuliral resnico na področju politike, to, da razredni boj, tisti primarni antagonizem, tisto, kar diktira razvoj družbe in potek zgodovine in tako naprej, potem nikakor ne moremo zaključiti, da je Marx artikuliral nek simptom, ki je potem seveda kauzalno nekako relevanten tudi za področje psihoanalize. Tukaj vidimo, mogoče tudi na zelo plastičen način, aplicirano tisto, kar se v resnici nikoli ne obnese. To pa je ta neka aplikacija nekih teorij, argumentov in tako naprej na neka druga področja in še več naredi krivico nekim avtonomnim procesom, tako na enem področju, kot seveda tudi na drugem. Okay. Ampak za voljo argumenta, dajmo se spustiti v nekaj, kar bi lahko bili Marxovi nastavki, ki bi se tudi lahko potencialno brali kot simptomi kapitalističnega sistema. In ti simptomi, ali pa primeri teh simptomov, bi lahko bili trije, ki so tudi Marxovi ključni koncepti lastnosti kapitalistične produkcije. In na prvem mestu imamo surplus vrednost, torej presežena vrednost, to smo že srečali v naših diskurzih. Na drugem mestu bi postavila akumulacijo in na tretjem blagovni fetišizem. Prvi, presežna vrednost, je ključni element v Marxovi teoriji kapitalistične produkcije. V tem presežku seveda se skriva vsa resnica reprodukcije in akumulacije kapitala. Brez te presežne vrednosti ni ničesar. Je vsa razlika v končni fazi med kapitalizmom in vsemi možnimi drugimi formami produkcije. Zakaj je kapitalizem tako zelo poseben? Ta razlika je seveda med vrednostjo, ki jo proizvede delavec, torej delavec proizvede nekaj za gospodarja, za šefa, za kapitalista in potem tudi dobi neko plačo, neko mezdo. Torej, razlika med vrednostjo proizvedeno in mezdo, tisto, kar dobi v povračilo. Ta presežek vrednosti lahko tudi razumemo kot najbolj elaborirano obliko kraje.
kraje, ki je kadarkoli obstajala v vsej zgodovini človeštva, je najbolj trajna, je normalizirana in tudi poteka brez nekih večjih problematiziranj. Ne? Torej, kapitalist ekstrahira ta presežek z enim od najbolj banalnih izgovorov možnih, da tudi on mora upravljati z nekimi stroški in tako naprej, mora pokriti mezde, mora plačati delavce, ne, mora kupiti surovine in seveda mora konstantno tudi popravljati stroje, ki so mogoče potrebni za neko produkcijo. Ampak v tem presežku se skriva pa tudi še ena stvar, ki rečemo profit. Torej, kljub temu, da lahko obstajajo neki razni stroški in ne vem kaj vse, ta dinamika pa seveda ni tisto, kar poganja celotno kapitalistično logiko, to, da ima pač kapitalist neke stroške v tem svojem produkcijskem sistemu. Nakolikor bi pač bilo to tako preprosto, ne bi bil to kapitalizem, ampak nek sistem uravnavanja dobičke, vrednosti in pa stroškov. Torej, to bi bila neka relativno preprosta enačba plus minus, ampak kapitalizem deluje ravno okrog tiste bolj mistične, misteriozne stvari, ki pravimo profit. Torej, presežek vrednosti je tista vrednost, ki je generirana onkraj stroškov delovne sile. In to je pomembno, ker če lahko postuliramo, da se delovna sila sama regenerira, je samo produktivna, reproduktivna, vkolikor pa seveda proizvede tisti del vrednosti, kar ji omogoča preživetje in neko nadaljne delo, torej, da prejme mezdo za opravljeno delo, skozi katero potem opravlja samo reproduktivna dela. In skozi ta proces seveda proizvede še nekaj. Ne samo to, kar potrebuje, seveda za svoje preživetje, ampak tudi nek excess value, ki pa potem seveda ni sadež, katerega lahko uživa delavec kot tak, to, kar je proizvedel. Ta eksces je potem reapropriiran za strani kapitalista. Z drugimi besedami, delavec proizvede 100% vrednost. Potem kapitalist vzame 50 ali pa še celo več in to vrednost potem začne akumulirati. Torej, delavec dobi samo frakcijo tega, kar proizvede. In zakaj je temu tako? No, tukaj moramo začeti s predpostavke, da generalno delovna sila, delavci, niso lastniki produkcijskih sredstev, seveda. Nima v lasti, recimo, tovarn, strojev in tako naprej. Vse, kar potrebuje, da lahko opravlja svoje delo. Ta sredstva ima v privatni lasti kapitalist. In kaj potem ostane delavcu? Edino, kar pa delavec ima, je to kapaciteto, to možnost opravljanja dela. Torej, ima delavsko moč, ima kapaciteto, ki pa jo seveda potem mora iti prodajati na trg. Torej, delavec ne more na trgu prodajati že vrednosti kot take, ker zato seveda potrebuje nekaj, kar pa je seveda v rokah kapitalista, torej ta produkcijska sredstva. Brez teh ni vrednosti. Zato pa je potem primoran prodajati svojo lastno kapaciteto za delo. Prodajajo seveda kapitalistu, kateri kupi ta nek potencial, in ta potencial se seveda meri v urah. Torej, vrednost kot taka je v tem smislu postavljena v odnosu z časom, urami, časom, ki je potrebno za produkcijsko proces neke komoditete. In to je na vse zadnje tudi edini način, kako lahko kapitalist potem ekstrahira, vzame tisti eksces, ki je ta presežek. In to se potem ponavlja v neskončnost in kaj pride skozi ta cikel akumulacije. Akumulacija kot drugi ključni element v Marxovi teoriji
ter mogoče tudi eden od glavnih simptomov kapitalističnega načina produkcije, torej ta akumulacija. Kako pride do tega? Ja, tako, da se presežek vrednosti, torej tisto, kar se ustvari in kar ne gre v stroške in ne gre v nič kaj, kar je pač potrebno, ampak je izključno ta profit, ki ga vzame gospodar, reinvestira potem v kapital ali v privatizirana sredstva produkcije. Torej, kapital je nekaj, kar dejansko postane mogoče skozi akumulacijo. Kapital ni enostavno denar, ki ga zamenjaš za neko dobrino. Kapital je neka fizična manifestacija bogastva, ki seveda vedno pripade v roke kapitalista. Ok, kaj je zdaj ta privatizirana sredstva produkcije? Načeloma sem spadajo neke investicije v vedno nove ali pa bolj napredne tehnologije, stroje in tako naprej, inovacijo in predvsem optimizacijo produkcijskega procesa. To pa zato, ker kot smo že ugotovili, kapitalizem poganja zasledovanje teh nekih vedno večjih dobičkov, torej profitov, ki seveda potem opravičujejo celo kapitalistično logiko. Brez profita pač tudi ni nekega kapitalizma. In glede na to, da profit mora vedno rasti, da se produkcijski proces mora vedno bolj adaptirati, optimizirati, da se lahko izluščijo ti vedno večji profiti. Torej, kapitalist mora narediti vse, da se ti cikli pridobivanja profita ne zaustavijo. Ne smejo se niti zmanjšati, kaj šele ustaviti. Kompulzivni in pa seveda repetitivni proces tako mora delovati po teh nekih zakonih, kar tudi vpliva na seveda večanje presežnosti produkcije. In to tudi potem avtomatizira neke procese in v končni fazi intenzificira eksploatacijo delovne sile na eni strani in na drugi pusti za sabo seveda množice ubogih nezaposlenih, tako imenovanih kolateralnih produktov tega cikla. Torej, kapitalizem in optimizacija nekega delovnega procesa ne pomeni, da bojo ljudje manj delali, kvečjemu več, ali pa bojo ostali brez dela. Torej, ta human waste je direktno produkt akumulacije kapitala. In v zadnji fazi vidimo, da akumulacija kapitala pa tudi veča še eno anomalijo, torej še ena anomalija, simptom tega simptoma, in to je koncentracija kapitala. Marx je rekel, da te dve stvari potekata istočasno skupaj in ena drugo seveda plemeniti na nek način. Ok, in danes se soočamo s tem simptomom, mogoče v svoji najbolj ekstremni obliki do sedaj, ko je globalno bogatstvo, vsa vrednost, ki smo jo ustvarili, skoncentrirana v rokah 1% vse populacije. Torej, 1% danes ima v lasti 50% vsega bogatstva na globalni ravni. Ali še z neko drugo računico, 10% kapitalističnega razreda ima v lasti kar 85% globalnega bogatstva. In tukaj dobimo razmerje 1/50 in 10/85, kar je neko razmerje, ki nikoli prej ni bilo mogoče doseči. Torej, kaj nam to pove? Da je takšna neenakost mogoča samo in izključno v primeru ekstremne globalizacije in ekstremne koncentracije kapitalizma. Torej, koncentracija bogatstva na vrhu je danes v rokah 0,001%, ki ima v lasti 3-krat več od najnižjega dela populacije, najbolj revnih, ki meri polovico svetovnega prebivalstva. Torej,
akumulacija je tudi nujno koncentracija in ta bo vedno bolj ekstremna. Ni nobene opcije na tem svetu, da bi akumulacija in pa potem tudi koncentracija bila kakorkoli zmanjšana ali pa da bomo te bogate malo bolj obdavčili. V končni analizi lahko zaključimo, da je kapitalizem seveda simptomatska tvorba. Je tvorba, ki ima že v svojo zasnovo in delovanje vgrajene simptome, katere potem pa perpetuira, kopiči in seveda jih povečuje. Torej, ti simptomi kapitalizma pa kot simptomi neke psihološke narave izhajajo iz inherentnih konfliktov, ki so seveda konstitutivni del vsakršnega organizma in mehanizma. In spet smo naredili polni krog in se vračamo na začetno točko in vlogo konflikta. Hvala.